Evo, midva se greva spet malo znanstvenike in Aleš je cel mesec jedel hrano za mozolje. A je deloval? Katere hrane se je boljše izogibati in zakaj sploh nastajajo mozolji, pa poglejte v tem videoposnetku. Kaj ti bo kaj narodno kazati mozolje? Živijo in dobrodošli nazaj na kanalu Moj laboratorij. Midva sva Bija in Aleš, zdravstvena delavca, ki vam na tem kanalu govorijo o hormonih, alergijah, ščitenci in pa tudi o hrani. Predvsem naj zanima, kako različna hrana vpliva na izvide, počutje. Danes smo pa pogledali, kako vpliva na izgled, za znanost in pa tudi zato, ker je bilo dobro pojesti vse te krofe, piškote, torte pa salamce. Sem zadnji mesec jedel bolj tako nezdravo hrano, ki običajno ne, in kar naenkrat so se mi pojavili mozolji. Od aken, tistih bolj bolečih, ogrcev, mozoljev, skratka vse. No, zadnje 2 tedna pa si bil na to še precej bolj pozoren in si namenoma dolil še malo več vode na žerjavca in rezultat imate pred sabo. Evo, mozolji so posod, te zdaj živi. Evo jih. Te beli, rdeči, črni, kjeričte. Pa mozolji se pojavljajo tudi tam, kjer se prej niso. Ne. Misliš na trebuhu? Ne, na sixpacku, trebuha nisem nikoli imel. Mozolj pa mozolju. Evo, pa dajmo zdaj pogledati v tem videu, zaradi katere hrane je Aleš dobil toliko mozoljev, kaj pravi stroka na to in kaj bo treba spremeniti pri njegovi prehrani. Mozolji, oziroma bolj pravilno akne, so stanje kože, pri katerih pride do nepravilnosti pod površino kože. Najbolj pogoste so 3 vrste, in sicer beli mozolji, črni mozolji, ogrci in pa akne. Bano! No, če boste v Google napisali akne, boste dobili en kup oglasov za razne kreme proti aknam, pri tem boste pa zvedeli tudi, da obstaja 10 različnih vrst aken. No, nama je mogoče najbližji izraz mozolj, zato bova uporabljala več tega. No, do mozoljev pride, ker se pore v koži zamašijo z mrtvo kožo in pa z olji. In skozi te pore se na to izločajo odmrle kožne celice, zato ne bi bile te pore tudi prehodne. Več mozoljev imajo najstniki, ki imajo tudi bolj divje hormone, zaradi česa žleze izločajo še več olja. Zakaj? Mozolji so lahko posledica hormonskega neravnovesja in zato tudi običajno izginejo potem, ko smo prišli iz pubertete. Če izginejo. No, nekateri nimamo te sreče, zaradi tega, ker se mozolji pojavljajo tudi zaradi nepravilne prehrane, stresa, alergij in pa intoleranc. No, beli mozolji nastanejo, ko se pora zamaši, zapre, ampak ta čep se naredi na zunanjosti kože. Zdaj enega belega. No, črni mozolji pa nastanejo zaradi pore, ki se zamaši, ampak ostane odprta. Pa hočete videti črno? Ta zamašek se pa potem opazi kot tista črna pikca na površini kože. No, mozolj je v bistvu pa pora, ki ostane odprta, zaradi česar pride v podkožje to olje oziroma sebum, pa tudi bakterije in ta predel se potem vname. Tak mozolj je zaradi tega vnetja praviloma rdeče barve. Najbolj pa bolijo teli, pa takle. No, pa tudi zadnji na hrbtu je kar nekaj. Ko pojemo obrok, nam ta živila dvignejo sladkor v krvi. Zaradi tega se zbudi trebušna slinavka, ki izloči inzulin. No, višek inzulina pa tudi sproži povečanje olja iz žlez, zaradi česar bomo lahko imeli tudi več mozoljev. In določena hrana je še posebej znana potem, da še bolj povzroča te skoke inzulina. In to so na primer testenine, bel riž, bel kruh in pa sladkor. Taki hrani rečemo tudi hrana z visokim glikemičnim indeksom, sem pa spadajo predvsem enostavni ogljikovi hidrati. No, tudi čokolada je na seznamu živil, ki je znan potem, da povzročajo mozolje. Čeprav nekateri raziskovalci ugotavljajo, da na srečo ni pri vseh tako. No, enako je pa tudi svinjino, s salamami, nekateri imajo težave s pašteto, drugi pa pač sploh teh težav nimajo. No, način prehranjevanja, kateremu sem pa jaz sledil zdaj v zadnjem mesecu, je pa tako imenovana zahodna dieta, ki temelji pač na teh živilih, se pravi na visoko glikemičnih ogljikovih hidratih, mlečnih izdelkih, nasičenih maščobah in pa transmaščobah. Torej, domače rečeno, sama nezdrava hrana, ki je znana po tem, da spodbuja izločanje nekaterih hormonov, na primer kortizola in testosterona. Te dva pa potem povečata izločanje olj iz por
No, tak način prehranjevanja pa je znan tudi potem, da povzroča vnetni odziv telesa, naprimer razne intolerance, dviguje tudi CRP, se pravi vnetni protein, to pa lahko vodi še k dodatnim mozoljem. Pa ti nikoli nisi imel mozoljev? Ne, lušten. In kaj bom danes jedel za večerjo? Pa dajmo pogledati par razlogov, zakaj sem bil jaz z gojenjem mojih mozoljev v zadnjih tednih tako zelo uspešen. Na prvi je zagotovo preveč enostavnih ogljikovih hidratov. Aleš recimo ni med najbolj sladkosnedimi. Če si jaz kupam kakšno čokolado, je več verjetnosti, da se mi bo pokvarila, kakor da bi mi jo on sunil. Pri nas običajno tudi sladkarije od novega leta trajajo vsaj tja do velike noči, ampak zdaj sem mogla pa skrivati pred tabo. Pojedo je vse čokoladice, vse bombone, vse sladkarije, ki jih je najdu. Premalo sem se tudi gibal. Fitnesi so bili zaradi korone zaprti in jaz nisem mogel trenirati. Pri tem se pač malo zapustiš, se ne zašvicaš 3 do 4 na teden in verjetno se zaradi tega pore tudi rajši zapirajo in se zato unamejo. Naslednji razlog je preveč salama in suhomesnatih izdelkov. Vse veste, okrog novega leta se kar naprej reže pršut, delajo se narezki. Je pa zanimivo, da nas ta hrana na nek način kar zasvoji. Skoraj vsak večer si narezal kakšno salamco in naslednji večer, kaj boš za večerjo? Narezek. No, poleg tega, da je pa boljš biti zmeren s temi stvarmi, je pa tudi res, da salame vsebujejo veliko soli, kar lahko vpliva na pritisk. Vsebujejo pa tudi nasičene maščobe, ki še pomagajo pri delanju mozoljev. Poleg salam seveda pa še tudi sir, pa druge mlečnine. V mleku se tako nahaja kar nekaj škodljivih snovi, med drugim pa tudi hormonski motilci. Opažam, da sem zadnje čase pojedel precej več mlečnin. Imam pa težave zaradi mleka tudi v povezavi z intolerancami, ki jih imam jaz kar nekaj. Bolj izrazite so te intolerance pri meni po zimi. Težave pa mi na primer povzroča kazein. Tega je veliko v skuti, ampak okrog praznikov se kar naprej nekaj peče in noč se seveda da skuta. Jaz moram pa to vse to degustirati, pač večkrat. Transmaščobe. Z izjemo tanjenih, odličnih domačih krofov si pojedo kar veliko enih pakiranih stvari in piškotov in industrijsko pripravljenih slaščic. Seveda, te stvari so z namenom, da ostanejo dlje časa dobre, res preparirane z stvarmi, ki jih nočemo vnašati v svoje telo. Vse veste, ko vam je babica spekla piškote, jih je bilo treba pojesti takoj, da se niso pokvarile. Te stvari, ki jih pa kupimo v trgovini, so pa res dobre po par mesecev. No, Aleš pa je imel tudi čist drug ritem prehranjevanja. Več obrokov na dan kot običajno. Midva se ponovadi drživa, se pravi, prekinitvenega posta. Kaj je to, če še ne veste, si lahko pogledate tudi v enem izmed najnih prejšnjih videoposnetkov. No, zdaj si pa jedu nekje 4 do 5 na dan. To je pa avtomatsko pomenilo tudi več skokov inzulina in pa več razlogov, da se delajo mozolji. Tako po domač, hrana, ki je obratno vsega tistega, kar so prej naštela, bi mogla pomagati, a ne? In res je, proti mozoljom se priporoča hrana z nizkim glikemičnim indeksom in pa zdrava hrana. To so polna žita, strošnice, sveža zelenjava in pa večina sadja. Nepredelana hrana, sezonska živila, bodite zmerni pri mesu, pa nezmerni pri zelenjavi. No, prav tako pa proti mozoljem pomaga hrana, ki je bogata z mikronutrienti. K lepši koži pa pomagajo predvsem cink, vitamin A, vitamin E in pa antioksidanti. No, ta cink je na primer zanimiv zaradi tega, ker obstaja zelo močna korelacija med tem, kakšno vrednost mi izmerimo v krvi in pa pogostostjo pojavljanja mozoljev. Manj cinka, več aken. Kmalu bova povedala, katera živila imajo več cinka, vsega pa dobite tudi v vsaki trgovini in pa lekarni kot prehranski dodatek. Priporočena dnevna doza znaša, mislim, da 15 mg, pri čemer je terapevtska doza tam 2 do 3-krat višja. Pa če vas mogoče zanima kaj več o teh prehranskih dodatkih, se lahko malo pozanimava, napišite spodaj v komentar, pa bova posnela še kaj na temo teh vitaminskih dodatkov pa drugih dodatkov. No, ko si ravno pri vitaminih, se pravi, za lepo kožo in manj mozoljev sta predvsem ključna dva. To sta vitamin A in vitamin E. Z vitaminom E skoraj ne morete pretiravati, ker ga telo čist lepo samo zna izločati iz organizma. No, pri vitaminu A pa boste majčkeno bolj pozorni. V določenih primerih je lahko namreč toksičen za jetra in povzroča tudi druge sistemske okvare, zato se visoke doze odmerjajo samo pod nadzorom zdravnika.
No, zelo veliko vitamina A je naprimer v zdravilu Rakotan, to je zdravilo proti aknam, in vsi tisti, ki ste že dali skozi to kuro, veste, da načeloma deluje in tudi izboljša kožo, ampak morate hoditi preverjati jetrne encime, lahko pa poruši tudi cikluse, mislim, da se lahko izsušijo sluznica v ustih in tako naprej. No, kar je pozitivno pri jemanju dodatkov v obliki vitaminov je to, da tiste terapevtske, res velike doze, ki bi nam potencialno lahko tudi škodile, niso na voljo po trgovinah. Neke normalne doze pa lahko sami vnašamo z dodatki ali pa predvsem zdravo prehrano. No, živila, ki pa vsebujejo vse te prej naštete vitamine, so pa sadje in zelenjava oranžne in rumene barve, naprimer korenje, breskve, marelce, potem pa tudi špinača, paradižnik, pa borovnice, polnozrnat kruh, rjav in črn riž, kvinoja, puran, bučna semena, pa vse vrste fižola, losos, kušelj in pa druge mastne ribe. No, vse te mastne ribe vsebujejo tudi zelo veliko omega-3 maščobnih kislin, ki ugodno vplivajo na vaše hormone. Znižujejo pa tudi trigliceride, ki so praviloma visoki, takrat, kadar jeste transmaščobe. Zdrava živila, predvsem pa sadje in zelenjava, vsebuje tudi veliko antioksidantov. Pri presnovi hrane telo razbija hrano na molekularno raven in pri tem nastajajo prosti radikali, ki so pa zelo reaktivni. Nagnjeni so k temu, da se zelo hitro vežejo na prvo prosto stvar, pri tem pa poškodujejo okolje, v katerem se nahajajo. Temu se mu rečemo oksidativni stres, proti temu pa nam pomagajo antioksidanti. No, majčkeno bolj enostavno povedano, zaradi oksidativnega stresa se hitreje staramo, smo manj zdravi, imamo več mozolov, no dobro pa proti temu deluje zdrava prehrana, slabo pa taka, ki si jo jedel do zdaj. Dieta, ki je sestavljena iz prej omenjenih živil, naj bi tudi znanstveno dokazano dobro vplivala na stanje kože in zaradi tega naj bi nekdo imel precej manj mozoljev. Če boste probali, idejte saj nekaj časa, naprimer 2 meseca. A ni tako, da znanstveniki pravijo, da se na koži pozna tist, ki se jedel 2 do 4 mesece nazaj, ne tist, ki se jedel včeraj? Ja. Aha, Tina nima mozolov, so ki včeraj jedla čokolado. No, kar nekaj študij pa je ugotovili tudi druge koristne stvari take diete, naprimer padec holesterola, pa izboljšanje počutja, tudi izguba telesne teže. Pa se, če pomislite, smo kar jemo in če jemo zdravo, bo tudi naše telo zdravo. In taka hrana čaka tudi mene v naslednjih 2 mesecih, tako da dajte naj spremljati tako, da boste videli, če mi bo ratalo nazaj na tisto, kar sem bil, ali pa še mogoče malo izboljšati stanje moje kože. To te najlažje storiti tako, da se naročite na najin kanal, če se še niste, pa stisnite nama like, sploh če ste zvedeli, kaj je novega. No evo, jutri je pa Perfect Monday, čas za novo dieto, danes pa lahko poješ vse, kar je ostalo, ne? Mi da se zato vračava nazaj v laboratorij, se vidimo naslednjič. Vi pa še naprej skrbite za svoje zdravje. Čau! Ko se midva vedno žrtvuje za znanost, ker bila tema mozolji, sem jaz rekla, ne bom jaz, pa mi je Aleš takoj vrnil, boš pa, ko bo tema celulit. Ampak ti bo kaj narodno kazati mozolje. Nič kaj bolj, kakor bo tebi narodno kazati rit pa celulit. Čak, tega. To še enega.